Zdaj vas vabim v Štajersko prestolnico, na osupljiv vrt, kjer vas bosta poleg rastlinske pestrosti v zelenih sobanah navdušila tudi povezovalna moč krogov in očarljivost kovinskih skulptur. Tukajle na obronkih Mariborskega Pohorja nas čaka edinstven in stilno raznolik vrt. In izvedeli boste, kako so s strokovno pomočjo na relativno majhni parceli združili raznolike sloge v harmonično celoto. Matic, pozdravljeni. Povejte mi, prosim, kakšna zgodba vas je tukaj pričakala, ko ste prvič prišli do te lepe moderne hiše s podolgovatim vrtom? Takoj že na vhodu sem videl, da gre za lastnike z velikim posluhom za estetiko, tudi za umetnost. Pravzaprav vrt je izgledal že zelo urejen. Mi pa smo potem se lotili nekaj dodatnih vsebin. Zelo vesel sem bil, da so se lastniki odločili v nekem trenutku, da pa tudi pokličejo še malo strokovne pomoči in z mano potem nadaljujejo pri tej vsebinski nadgradnji samega vrta. In kaj ste potem konkretno vi prispevali? Ja, recimo približno dobro tretjino vrta smo opremili, če lahko rečem, z novo vsebino. To so predvsem trije take močne točke, in sicer en tak prazen kotiček. Kotiček smo opremili s posebnim sediščem, tako da je en tak lep prijeten prostor zasajen s trajnicami in pa že prej rastočim japonskim javorjem, ki daje krasno senco. Potem sploh prvi projekt je bil tak podolžne narave, če lahko tako rečem, ob novogradnji, ki je pač nastala na sosedovem zemljišču. Smo ustvarili take polkrožne grede. In sicer zato, ker si nismo mogli privoščiti visokih dreves, da bi zastirali poglede in s tem pač vzeli precej svetlobe in pa prostora in lastnikom, verjetno bi pa nekaj nelagodja povzročali tudi čez mejo. In smo pač s temi gredami ustvarjali ene fokusne točke, recimo, da smo ustvarili vzdušje malo bolj vzhodnjaškega, morda japonskega smisla. To je bila pač želja lastnikov, da umestimo nekaj oblikovanih borovčkov, kakšen japonski javor, in smo potem take miniaturne zasaditve z takem zelo umirjenem krogu ustvarjali. Tretja, največja zadeva je bil pa potem pa sredozemski vrt. To je pa tukaj, kjer smo mi dva zdaj. To je pa tole, tako. Zdaj, prvo vprašanje se mi tukaj poraja, kako sredozemske rastline, sredozemska logika učinkuje pod Pohorjem? Ja, če bi me nekdo pocukal za rokav sredi ceste in rekel, Matic, ali ustvariti sredozemski vrt pod Pohorjem, bi avtomatsko odgovoril, da ne. Ampak to ne bi bil dokončen ne, in ravno ta vrt je pa res dober dokaz, zakaj. Predvsem urbani in pa suburbani vrtovi so ponavadi nekoliko bolj zaprti, bodisi zaradi arhitekture, številnih zidov, ograj in pa kot v tem primeru živih mej. In ker imamo bolj zaprte vrtove, si res lahko privoščimo nekaj več igre, nekaj več svobode v ustvarjanju. Drugi del odgovora ali pa morda zagate, o kateri razmišlja marsikdo v tem oziru, je pa to, da seveda Sredozemlje je nekaj drugega klimatsko kot območje pod Pohorjem. Ampak s prilagoditvijo rastlin se da v bistvu ustvariti eno lepo združbo, ki spominja na sredozemsko rastje, ni pa nujno vse sredozemskega porekla. Zasaditev na najbolj osončenem delu vrta tvorijo pretežno dišavnice, med njimi različne sivke, nemški rožmarin, pri tleh se razraščata dobra misel in materina dušica, na robovih pa se bohoti komarček. Vmes so še okrasni luki in perovskija, ki navdušuje z modro-vijoličnimi cvetovi. Posebnost sredozemskega dela vrta pod Pohorjem je, da ne potrebuje namakalnega sistema, saj ima učinkovito več centimetrov debelo zastirko iz protca. Ta mineralna zastirka zelo dobro skrbi za te rastline, kajti površina se po dežju hitro osuši. To je zelo pomembno, predvsem za sredozemske rastline in pa rastline, ki prihajajo seveda iz podobnih naravnih rastišč po svetu, kajti občutljive so na gnilobo v koreninskem vratu. To se pravi, to je ta meja med koreninami in pa potem steblom ali debelcem. In ta mineralna zastirka to krasno vzdržuje to bolj zračno atmosfero, če lahko tako rečem. Hkrati pa takoj pod peskom, če bi mi skopali sredi največje vročine, bi bili presenečeni, kako hladna so tla. To se pravi, tudi preprečuje pregrevanje tal. Katere materiale sicer še najdemo na tem vrtu? Meni se zdi, da je tukaj nekdo velik ljubitelj kovin.
Tako je. Lastnika sta res ljubitelja kovin. Najdemo recimo prašno barvano jeklo, inoks, obrobe, gredic, potem imamo tu tudi različne skulpture, recimo iz zlitine svinca. Seveda poseben šarm daje kortens, to posebno rjasto, rdečkasto rjavo barvo. Potem so pa tu seveda še ta pesek oziroma kamen, beton, les. Če bi mene spet nekdo vprašal ali pa mi dal samo črno na belem seznam vseh teh materialov in bi rekel, to želim na vrtu, bi rekel, da je to malo preveč ali pa da je to res moja zgornja meja, ker se držim nekje pravila, mogoče do 3 materialov, ne, ampak ta vrt je spet poseben. In ker so v teh naravnih barvah, dejansko skrbijo samo za majčkeno nadgradnje, za nekaj več zanimivosti in smo še vedno v tisti meji, vsaj po moji percepciji, da to še dobro funkcionira, ne samo dobro funkcionira, dejansko prispeva k pestrosti vrta. Skozi celotni vrt, ki obsega približno 600 kvadratnih metrov površin, se pojavlja geometrijska oblika kroga. Ta simbolizira skladnost, neprekinjeno gibanje, obenem krogi vrt povezujejo v skladno celoto. Krogi so kot neka iztočnica, s katerim sta začela že lastnika. Pojavljajo se na primer na zeleni strehi, kjer so v peščeni osnovi krogi posajeni s homulicami. In to je ta dobra osnova, ki pelje tudi rdečo nit skozi vrt. Na te kroge smo se naslonili, ko smo delali polkrožne grede v tem vzhodnjaško obarvanem podolženem vrtu. Potem v nekje polkrožnem smislu se obnašajo oziroma so zajeti te kortenasti trokovi v tistem kotičku za posedanje pod japonskim javorjem in pa tudi midva sediva na krogu in pa še potem te kortenaste plošče, ki so kot pohodne plošče skozi ta sredozemski vrt. Tako da krog je meni zelo ljuba oblika, ker se mi zdi zelo povezovalna in tukaj da tudi en tak dinamičen pečat. Poleg neke sodobne zasnove, ki je sicer povezano s arhitekturo malo bolj oglate narave, krog pa to lepo razbije in omehča. Matic, kako ste pa dosegli to, da je toliko različnih slogov lahko na relativno majhnem prostoru in da si, po domače rečeno, drug drugemu ne skačejo v zelje? Ja, mislim, da je to kar velika zagata pri marsikaterem Slovencu. Veliko želja imamo. Težko jih zreduciramo na eno samo. In ena od dobrih možnosti je, da te različne teme, če lahko tako rečem, zapakiramo v manjše sobane. Te pa lahko ustvarjamo bodisi z ličnimi ograjami, zelo lepa izvedba kot na tem vrtu so pa pač te lepo negovane bukove in pa tisine žive meje. Če bi to preveč zablokirali, te poglede, bi v bistvu ustvarili potem tako tesnobno okolico hiše. Ta vrt mi je všeč tudi zato, ker sta lastnika že sama recimo nakazala ravno na ta plato, ki je malo dvignjen in vendarle skrit živo mejo, na obeh straneh s potjo in stopnicami. Ne? To se pravi, ti ko prideš na vrt, sicer vidiš pač najprej ta glavni prostor, strato, takoj naslednji korak te pa že vabi naprej in odkrivaš, veš, da se vrt nadaljuje in te vabi k temu odkrivanju, kaj je za temi živimi mejami in ko greš ti naprej, pravzaprav ta rdeča nit, ta dobra struktura vrta omogoča pač to razgibanost, da se pač ti odpirajo novi pogledi in tudi povsem nove vsebine. Marsikdo pomisli, da je bukev preveč vsakdanja in da jeseni, ko odvrže liste, ne ponuja dovolj učinkovite zaslombe, vendar Matic Sever meni, da so pomisleki odveč. Ta gostota teh vejic mislim, da popolnoma zadostuje za to, da imamo neko lepo prepreko, v končni fazi pa z nekim listopadnim drevjem oziroma grmovnico lahko samo še bolj poudarimo to menjavo letnih časov in res živimo to, kar nam je tukaj v Sloveniji dano.